Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjih dogodkih dneva. Poglejmo, kaj smo vam pripravili za nocoj. Izgradnja vzhodne obvoznice ostaja velika celjska želja za prihodnost. V Šoštanju bodo komunalno opremili območje za nadomestno gradnjo. Pravljično Celje 2025 je obiskalo 100.000 ljudi. Radanović na klopi Laškega debitiral z visokim porazom proti Iliriji. Ministrstvo za infrastrukturo je na območju Savinjske in Šaleške regije izvedlo in še izvaja nekaj večjih projektov. Zagotovo je največji izgradnja 3. razvojne osi, kjer se trenutno zaključuje odsek Konovo v Velenju. V Celju teče gradnja krožišča na Polulah, velika želja pa je izgradnja vzhodne obvoznice. Kot je ob začetku del na odseku med Slovenj Gradcem in Podgorjem pred dobrim tednom dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, je 3. razvojna os velika prioriteta ministrstva in celotne vlade. Odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem gradijo po fazah, projekt pa bi moral biti v celoti zaključen do jeseni leta 2029. So se po letih zastojev začela pospešeno gradnja. Praktično na vseh odsekih od Velenja do Slovenj Gradca. V sprejemanju je manjkajoči državni prostorski načrt proti Slovenj Gradcu in Prevaljam. So pridobivanju še manjkajoča gradbena dovoljenja od Šentruperta do Velenja in potem tudi na južnem delu. Vloge so popolne, čakamo, da se tu postopki izpeljejo. Kdaj bi lahko začeli z gradnjo odseka med Velenjem in Šentrupertom, zaenkrat še ni znano, rok za dokončanje pa zaenkrat še vedno ostaja jesen 2029. V Celju direkcija za infrastrukturo skupaj z občino trenutno gradi krožišče ob novem mostu na Polulah. Velika želja tako Celjanov kot tudi Laščanov pa je izgradnja celjske vzhodne obvoznice, ki bi omogočila hitrejši dostop do avtoceste, hkrati pa zmanjšala promet skozi celjsko mestno središče. Smo začeli umeščati osrednji del 3. razvojne osi, torej med Zidanim mostom in Celjem, katerega del je vzhodna obvoznica. Mestna občina Celje bo zdaj dopolnila v kratkem še en del dokumentacije in mislim, da je to zelo pomemben del, pomembna novica za Celjane, da se zadeve, ki so dolgo časa zaradi nedefiniranosti stale, se končno premikajo in ko bo državni prostorski načrt sprejet, na Ministrstvu za naravne vire in prostor skupaj z nami vlagamo velike napore, da se to čim prej zgodi, bomo lahko pričeli tudi za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Jaz pričakujem, to zdaj, bom rekel, je sicer nehvaležno napovedovati, kako dolgo bo trajalo pridobivanje sprejemanje državnega prostorskega načrta, ampak jaz želim, da bo državni prostorski načrt sprejet v 2-3 letih, vkolikor se ne bo nihče pritoževal. Sicer pa se na Ministrstvu za infrastrukturo radi pohvalijo tudi številnimi projekti, ki so jih izvedli v zadnjih letih po celotni Sloveniji. V mandatu te vlade so investicije v prometno infrastrukturo res rekordne, presegajo več kot 7 milijard evrov, tako v ceste kot v železnice. V občini Šoštanj so naredili nov pomemben korak pri odpravljanju posledic katastrofalnih poplav iz leta 2023. Župan Boris Goličnik je podpisal več kot 2 milijona evrov vredno pogodbo za ureditev komunalne infrastrukture na območju pod Vilo Široko, ki ga je občina namenila za nadomestno gradnjo. Dela v okviru nekaj manj kot 2,3 milijona evrov težke pogodbe se bodo začela, ko bo šoštanjska občina strani Ministrstva za naravne vire in prostor prejela pogodbo o sofinanciranju, z deli pa bo izvajalec zaključil v 150 dneh. Res, da zadeva traja, bi si želeli vsi skupaj, je pa mogoče prav, da si tudi vzamemo malo več časa, da uskladimo vse zadeve v prostoru, da bo sama gradnja lahko hitreje potekala. Ena ključnih zadev je pa ta komunalna opremljenost. Jaz sem prepričan, da po podpisu današnje pogodbe jo pošljemo potem na Ministrstvo za naravne vire in prostor in tudi v zgled dobrega sodelovanja
sem prepričan, da bomo kmalu imeli tudi z njihove strani pogodbo in da lahko, ko nam bo vreme služilo, ko bo konc te malo hujše zime, bo lahko izvajalec začel delati. Kmalu bodo tudi začeli z razdeljevanjem zemljišč. Želim povedati še to, da smo zelo daleč tudi z objavo namere za razdelitev parcel. Proti koncu leta smo aktivno se ukvarjali s parcelacijo tega območja, potem z vknjižbo v zemljiško knjigo. Od 40 gospodinjstev, ki se morajo seliti, se jih bo pod Vilo Široko preselila dobra polovica. Dogovorno smo uskladili, 22 jih je izkazalo za interes, tako da dogovorno imamo načeloma razdeljene te parcele in če bo vse tako, kot bi moglo biti, lahko v prvi nameri razdelimo te parcele in potem si lahko ti občani začnejo urejati dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za nadomestitvene objekte. Kdo bo dobil katero zemljišče, so se v Šoštanju že dogovorili. Občina želi, da bi čim bolj šli nasproti občanom in si želimo, da bi čim bolj dogovorno probali uskladiti, ker dejstvo je, da pri tej razdelitvi teh parcel je zakon jasno opredeljuje, vkolikor je na eni parceli izkazanih več interesentov, je potem žreb. To pa si tega mi ne želimo, smo poskušali vse tej smeri in zaenkrat, glede na to, da je teh parcel 32, interes je izkazalo 22 prebivalcev Pohrastnika oziroma vseh teh, ki se morajo seliti, nekateri grejo tudi stanovanja drugam, računam na to, da se nam bo to išlo. Pod Vilo Široko bo predvidoma ostalo še 10 zemljišč. Ostale parcele bodo na voljo poplavljencem iz drugih krajev. Imajo možnost tudi priti sem, parcele bojo na voljo, tako da bojo imeli prednost, v nasprotnem pa bo to možnost tudi našim občankam in občanom, predvsem si najbolj želim mladim družinam. Pogodba je tako podpisana, Šoštančani pa morajo počakati le še na odobritev ministrstva. Po podatkih Zavoda Celeja Celje je pravljično Celje obiskalo okoli 100 000 obiskovalcev. Zabeležili so tudi skoraj 30% rast obiska tujih gostov. Gre za hrvaške, italijanske in srbske nočitve, ki so ustvarili približno 4000 nočitev. Dober obisk je posledica pestrega programa, saj so v 39 dneh izpeljali več kot 100 prireditev. Po 3 letih anonimnega izvajanja anketiranja med ponudniki v prazničnih hiškah sejma, med gostinci na javnih površinah in mestnimi ponudniki smo krog anketirancev v letošnjem letu razširili še na obiskovalce in dodali dosedanji kvantitativni metodi še kvalitativno. Pripravljamo namreč fokusne delavnice s posameznimi skupinami deležnikov. Izbrana metodologija pa bo omogočila bolj poglobljeno analizo najbolj izstopajočih segmentov pravljičnega Celja ter identifikacijo njegovih razvojnih potencialov, obenem pa bodo ugotovitve temelj za snovanje kratkoročnih in dolgoročnih smernic. Košarkarji v ligi OTP Banka so odigrali tekme 14. kola. Šentjurčani so izgubili na gostovanju pri Krki v Novem mestu. Rogaška je bila neuspešna v Kranju pri Triglavu. Laščani so prvič nastopili pod taktirko novega trenerja Hrvoja Radanovića in proti Iliriji izgubili z 68 proti 108. Ljubljančani so že v prvi četrtini rešili vse dvome o zmagovalcu. Hitro so povedli za 19 točk, ko je verjetno malce pozno sledila minuta odmora novinca na klopi Laškega Hrvoja Radanovića. Reakcija je bila nakon toga odlična. Reakcija po minuti odmora je bila odlična, saj smo v polčasu zaostajali le za 10 točk. Gre za mlado moštvo, ki potrebuje veliko samozavesti. Sigurno korigirati v dogledno vrijeme. Ljubljančani so bili tudi v zadnjih 15 minutah zelo razpoloženi, kar je na koncu rezultiralo z njihovo visoko zmago za 40 točk. Bobi Marjanović in Tim Tomažič sta dosegla po 21 točk. Mogu biti zadovoljan s nekim aspektima. Lahko sem zadovoljen s posameznimi obdobji, predvsem ob koncu prvega in na začetku drugega polčasa. Potem smo precej padli in ni bilo več povratka nazaj. Čaka nas še veliko dela in treninga do konca sezone. I to je to.
Moram reči, da sem zelo zadovoljen s predstavo mojih varovancev in kljub temu, da smo imeli neke poškodbe, veliko poškodb, da nismo sestavili niti en trening ta teden, sem se malo bal, ampak so zelo profesionalno, tudi na koncu prišli smo tu kot favoriti. Zelo mlada ekipa Laškega z veliko potencijala, ampak vseeno pravim, kakovost je bila na naši strani, fantje so res odigrali eno zelo dobro tekmo in na tem čestitam. Mogoče vidi se te izkušnje igranja te ABA lige, ki je enostavno je večja ta agresivnost, večja, tako smo se zmenili, da danes mi prikažemo to igro proti, spet ponavljam, zelo mladi ekipi Laškega, ki se ni, bom rekel, dobro znajdla na tako našo igro in pač mislim, za nas je to pot za naprej. Ekipa Laškega, ponavljam, mlada, za njih dober trening in letos igrajo dobro košarko in pričakujem, da res do konca želim veliko sreče. Hrvoje Radanović je 23. trener v prvoligaški zgodovini Laškega. Hrvaški strokovnjak sprememb v igralskem kadru do konca letošnje sezone ne načrtuje. Kadar je kakav je, to je naša ekipa koja će S završiti tem kadrom bomo zaključili sezono. Verjamem v te fante. Moštvo je dobro selekcionirano in zelo dobro trenirano strani mojega predhodnika. Dodal bom nekaj svojega. Menim, da ni potrebe za bistvene spremembe. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Radanović je pri večini hrvaških prvoligaših opravljal vlogo pomočnika trenerja. Nekaj malega izkušenj ima tudi že v vlogi glavnega trenerja. Pa dobro, ja imam 34 godine, tako da... Pri 34 letih sem na nek način na začetku karijere prvega trenerja. Učil sem se pri Vladimirju Anzuloviću, Aramisu Nagliću in Anteju Grgureviću. Laško je sredina, ki mi odgovarja, sploh ker gre za klub, ki v ospredje postavlja delo z mladimi igralci. I mislim da će biti sigurno dobro u budućnosti. Zdesetkani Slatinčani so gostovali v Kranju in proti tamkajšnjemu prvoligašu doživeli 10. poraz v letošnji sezoni. Smo še vedno v velikih kadrovskih težavah, zaradi nekih birokratskih zapletov danes ni igral naš novi play. Prav tako problemi, ki so v tej sezoni s poškodbami se nadaljujejo. Ferme je imel danes netetative in je pač poskušal igrati, žal se mu nekako ni šlo. In takrat, ko ni takih igralcev na parketu, je naša igra zbegana, to se je najbolj poznalo v tretji četrtini, ko smo kljub temu, da smo prvi polčas končali z -4, začeli delati po domače bedarije, ki so značilne za našo ekipo, kadar ni play v ekipi in mislim, da smo nekje v 5-6 minutah uspeli izgubiti tekmo in vse ostalo je bila kozmetika. Šentjurčani so gostovali v Novem mestu, kjer je Krka uspela prekiniti njihov niz 4 zaporednih prvenstvenih zmag. Mi enostavno smo prvi polčas držali, bom rekel, smo se držali naših principov, na kar se seveda v tretji četrtini zgodil padec na račun tega, da imamo skrajšano rotacijo, nekaj igralcev je poškodovanih in bolanih, danes smo nažalost doživeli še eno poškodbo, tako da upam, da se čim prej v bistvu sestavimo in da do petka nekako, ki nas čaka naslednja tekma, upam, da nas bo že več na klopi. Jutri bo precej jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Jutranje temperature bodo od -12 do -5, ob morju malo pod ničlo, najvišje dnevne od -4 do 1, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V sredo bo presprva precej jasno, z mrzlim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem bo ponehala. V četrtek bo oblačnost od juga naraščala, mraz bo nekoliko popustil. Toliko smo vam za nocoj pripravili v dnevno informativnem uredništvu, seveda pa vabljeni, da ostanete v družbi ostalega našega programa. Nasvidenje do jutri.